Lepo pozdravljeni, dobrodošli na naši tiskovni konferenci. Ne sklicujemo jih velikokrat, ampak takrat, ko je kaj pomembnega, in danes je bila sprejeta ena pomembna odločitev, in sicer to, da gremo na evropske volitve samostojno. Razlogov za to je več. Najprej moram seči nekoliko nazaj. Ko smo se leta 2014 ustanovili, namreč nismo ustanovljeni bili 2 meseca pred parlamentarnimi volitvami, kot so nam nekateri tudi naprej metali. Ko smo se ustanovili leta 2014, smo šli najprej na lokalne volitve, delali 4 leta na lokalnem nivoju, potem sem se odločil za predsedniško kandidaturo in stranka mi je takrat nudila veliko podporo in veliko oporo. Takrat se je že oblikovala ekipa ljudi, ki so začutili težnjo, da gremo tudi na parlamentarne volitve. 3. junija smo imeli parlamentarne volitve v Sloveniji, še prej pa seveda dolgo in naporno kampanjo in proces oblikovanja kandidatne liste. Vse, kar smo ustvarili, ves naš uspeh, ki smo ga ustvarili doslej, je plod našega dela, je plod odgovornega dela in tudi nikomur nismo ničesar dolžni. V pol leta smo oblikovali kandidatno listo za parlamentarne volitve, šli na te parlamentarne volitve, vmes pa poslušali vse sorte, da nimamo izkušenj, da nimamo ljudi, da nimamo programa. Tudi sam sem bil deležen vseh sort napadov, kako nekdo, ki prihaja iz občine, pač ne more posegati na državno politiko in da niti nima pravice. In vse to seveda smo poslušali, nismo si tega preveč jemali k srcu, in ko so bile 3. junija izvedene parlamentarne volitve, smo postali druga najmočnejša stranka v Republiki Sloveniji in dobili smo tudi 13 poslanskih mandatov. Parlamentarna kampanja nas je stala relativno malo denarja in ponosni smo, da smo s svojim delom, svojim trudom dosegli to, kar smo. Čeprav so nam očitali, da stoji za nami ne vem kdo vse, da smo sponzorirani z vseh vrst smeri, ampak nič od tega ne drži. Morda so bili takrat ljudje tudi zato nekoliko zbegani, ker če vsak dan poslušaš, kako nekdo nima programa, nima ljudi, ne zna, ne zmore, ne ve ali pa noče, potem se to nekje tudi prime. No, evropske volitve so pred nami in so nova priložnost, da dokažemo, da zmoremo, da smo sposobni. Veliko od tega pa smo dokazali že s tem, ko smo prevzeli vodenje Vlade Republike Slovenije. Za sestavo vlade je bilo potrebno precej potrpljenja, precej časa in precej politične spretnosti in tudi precej pripravljenosti na kompromise, na dogovore, in mnogokrat smo morali stopiti tudi korak nazaj, zato da smo lahko dosegli sestavo vlade, ki jo danes vodimo. Vlada je sestavljena prvič v zgodovini Republike Slovenije iz 5 strank in je manjšinska vlada, vendar smo dokazali, da znamo, da zmoremo in da zmoremo tudi sproti reševati vse probleme, ki so se nakopičili skozi mnoga leta samostojne države, nekateri pa so tudi vsakodnevni.
Zato pravim, da so te evropske volitve, ki so pred nami, ponovno priložnost, da dokažemo, da zmoremo in da znamo. Ne gremo samostojno na volitve zato, ker, kot pravijo nekateri, bi bili prevzeti od anket ali česarkoli drugega. Kako daleč od resnice je to? Nas vodi samo ena želja. Želimo spreminjati Slovenijo, želimo pa spreminjati tudi Evropo. In to želimo narediti tako, kot znamo. Se pravi, da smo zbrani skupaj ljudje, ki nam je mar za to državo, ki nam ni vseeno, ki želimo delati tudi drugače, kot se je morda delalo doslej, in tako lahko dosežemo uspeh samo z našo doktrino, ki jo imamo, ki jo poznamo, in to je želja po spremembah, želja po politiki, ki ne gleda na lasten interes, in pa želja po spreminjanju tudi razmer v Evropi. Res, da je Slovenija majhna članica Evropske unije. Res, da nas ni 50 ali 100 milijonov. Ampak vseeno mora Slovenija biti slišana tudi v Evropski uniji, kajti pred 15 leti je bil vstop v Evropsko unijo eden od največjih uspehov, ki jih je ta država dosegla. In če se spomnimo nazaj v zgodovino, je tudi takrat vlada doktorja Janeza Drnovška, ki je vodil 3 vlade, imela to za glavno prioriteto. Glavna prioriteta ali pa 2 glavni prioriteti sta bili vstop v NATO in vstop v Evropsko unijo. To smo leta 2004 dosegli. In po 15 letih se sprašujemo, kakšna je danes ta Evropska unija. Kakršnakoli je nekaj najboljšega, kar se je Evropi v zadnjem času zgodilo. In želimo si ne več Evrope, ampak boljšo Evropo. In zato se bomo trudili z vsemi našimi močmi. Mi danes ne obljubljamo nemogočega. Mi danes ne govorimo, da smo vedno ali pa da bomo vedno vse naredili najboljše, kot je možno. Bomo se pa trudili za to, da ljudem na teh evropskih volitvah pokažemo in dokažemo, da se je vredno truditi za Evropo, da se je vredno truditi za boljšo Evropo in da znamo in da zmoremo. Če bodo volivke in volivci to prepoznali, če bodo videli v nas tiste, ki to znamo in zmoremo, potem lahko računamo tudi na dober rezultat. Nekateri pravijo, da bi s skupnim nastopom dosegli več. Morda. Morda je to res, lahko pa te trditve niti ne držijo. Še enkrat ponavljam, ne vodijo nas ankete, ne vodi nas kakršnakoli prevzetnost, bilo pa je mnogo pritiskov tako strani evropskih ALDE strank, kot pritiski iz Slovenije, vendar smo se po tehtnem razmisleku odločili, da želimo biti sami kreator svoje usode, ker smo suverena stranka, ker smo stranka, ki se sama odloča o tem, kaj je dobro za našo politiko, in stranka, ki želi delati dobro najprej za Slovenijo, potem pa tudi za Evropsko unijo. Zato smo sprejeli to odločitev, kakršno smo, za njo stojimo in kakršenkoli rezultat bomo dosegli, bomo zanj odgovorni sami in si ne bomo potem očitali, da smo morda ravnali napak ali pa da smo se želeli morda komu priključiti, zato da bi dosegli takšen ali drugačen rezultat. Zgodovina stranke ni dolga,
je pa bogata in tako želimo delovati tudi v bodoče. Zato gremo na te evropske volitve z zanosom, ponosom in vedenjem, da nam lahko uspe doseči dober rezultat. Delali bomo skupaj, delali bomo odgovorno, tako kot vodimo tudi Vlado Republike Slovenije. Hvala lepa. Če dovolite, najverjetneje se je razmislil po samostojnem odhodnem volitev povezan tudi že s predstavljeno s oblikovano listo. Lahko izjemo kaj več, vsaj o razmisliti po nosilcih, nosilki. Listo bomo predstavili v naslednjem obdobju. Danes smo želeli sporočiti to odločitev, ki se nam je zdela pomembna. Namreč današnji dan je pomemben, ker vedeti, na kakšen način greš na volitve, je osnova. Listo bomo pa predstavili. Naj vas pa mogoče spomnim na dogajanje pred parlamentarnimi volitvami, ko je bilo tudi mnogo nestrpnosti, pa govorjenja, nimajo ljudi, nimajo programa, nimajo ničesar. Ne bi želeli te napake ponavljati, no. Mogoče nam dajte tokrat priložnost, da vse ob svojem času. Predsednik, prvem odzivu gospe Bratuškove in gospoda Cerarja je bilo zaznati kar precej razočaranje. Nekako najbolj na tem, da je v bistvu zadeva sprava 15 minut približno in da ste jim samo sporočili, da je pač taka odločitev stranke. Nekako se jim zdi, da ste se v bistvu tudi sam sestanek nekako zavlačevali in se pogovarjali s figo v žepu, če lahko malo. Ne, odločitev izvršnega odbora je bila, da ponudimo svoje videnje, kako bi morala biti lista sestavljena, in to se jim pač ni zdelo sprejemljivo oziroma so imeli nad tem pomisleke. Naš izvršni odbor je pa odločil, kakor je odločil, tako da ne vidim razloga za nobeno razočaranje. V politiki je pač tako, da ni vedno tako, kot si zamislil, in naša odločitev je suverena in za njo stojimo. Ste se danes kakorkoli pogovarjali o sami vsebini, ali je bila to že odločitev, ki je bila sprejeta pred današnjim sestankom? No, vse je že v medijih krožilo, kakšna so izhodišča našega izvršnega odbora, tako da so zadeve jasne. Zdaj pa še eno vprašanje. Ja, gospod predsednik, vprašanje, ki niste vedeli na ta dogodek, pa vendarle moram, ker ste tudi zelo aktualni. Ne, danes bi kar za ta dogodek, ker smo v strankarskih prostorih, pa bomo o drugih dogodkih bomo drugje kaj pojasnili. Moram vas vprašati za vašega okoljskega ministra. Mi nimamo vašega komentarja posnetega, to vas res moram vprašati, ker se otegne gospod Leben tudi znajti v kriminalističnih preiskavah, tudi zaradi spornih dopisov. Ja, ampak danes smo tukaj zaradi evropskih volitev. Glede gospoda Lebna sem pa že pojasnil danes, ko sem bil na obisku na Molu. Kaj pa, če se znajde v kriminalističnih preiskavah? Rekli ste, da je za vas to pomembno, da ni. Kaj pa, če se znajde? Ne, sem rekel, da on trenutno ni v preiskavi. Kaj pa, če se znajde? Ja. Ste pogovorili z njim, jutri imate sejo vlade, da ste zahtevali dodatno... Glejte, na če ne operiram, saj veste, toliko me že poznate, da... Lahko še glede gospoda Tajanja, glede na to, da so odzivi po peticiji... Danes smo tukaj zaradi evropskih volitev, no pa če je gospod Tajani predsednik Evropskega parlamenta, lahko tudi to pojasnim. Torej prvič, to, kar je gospod Tajani izrekel, ni nobeno opravičilo, ampak je kvečjemu sprenevedanje. Zato se mi zdi pomembno, da so ga tudi naši evropski poslanci tokrat vendarle skupaj, ker prvi odzivi nekaterih oziroma ene določene stranke v Sloveniji je bil tudi nekoliko zaskrbljujoča, ne? Tako da Luka Lisjak Gabrielčič je celo pisal o Kainovem sindromu, tako da to me je na začetku malce zbodlo, ampak vendarle so zmogli potem skupni odziv. A bo Slovenija kakršnekoli ukrepe sprejela, da ne vem, odpoklicala veleposlanika, karkoli na tej ravni? O nadaljnih ukrepih bomo se še pogovorili. Hvala lepa. Hvala.